Gledate Gorenjska poročila na GIP TV. Glasbeno-literarni večer je nastal v spomin na prezgodaj preminulega kranjskega kantavtorja Jožeta Žvoklja Jodla. Včeraj bi praznoval svoj rojstni dan, zato so mu njegovi zvesti prijatelji, sodelavci in glasbeniki priredili akustično-kulturni dogodek. Jože je bil zelo preprost človek, živel je bolj sam s seboj, ni se veliko družil, ni imel veliko prijateljev, ker je bila edina njegova prijateljica glasba. In izredno vse svoje življenje tako rekoč posvetil samo glasbi. Njegov širok glasbeni opus zajema tako otroške pesmi kot pesmi za odrasle. Na včerajšnji prireditvi so otroci iz vrtca, podružnične osnovne šole Žabnica in osnovnošolci osnovne šole Franceta Prešerna, podružnice Kokrica zapeli njegove Žvokljeve pesmi in tako počastili njegov spomin. V drugem delu so se ga bolj v umetniškem stilu spomnili starejši glasbeniki Sten Vilar, Dani Bedrač, Boštjan Soklič, Zvone Ciglič in dobra letina z gostom Markom Matjašičem. Ostali del bojo pa ti glasbeniki izvajali svoje pesmi, ki jih trenutno pišejo na svoji sceni. Tako da bo zelo, kako bi rekel, kantavtorsko in pa zelo akustičen večer. Akustičen predvsem. Ena najbolj prepoznavnih pesmi je vsekakor pesem za Kranj oziroma kranjska himna, ki smo jo lahko slišali tudi sinoči. Za Kranj je pomemben, ker je en prvih, če ne tudi edini do sedaj, kantavtorjev, ki je v bistvu bolj vzgajal v sebi nosil alternativno glasbo. Ni bil komercialno uspešen, nekako njegova besedila so bila malo težja, potreboval si čas, da si razumel z določene stvari. Tako da je Kranju dal neko drugo razsežnost glasbe, kot pa ostali umetniki, ki so živeli tudi na račun uspešnic. On tega ni delal, on je delal preprosto glasbo iz sebe ven. Poleg tega je prav na ta dan posmrtno izšla kantavtorjeva zgoščenka, ki jo je posnel skupaj z varovanci Kranjskega centra Sonček.